Prosim za vprašanja. Erika? Erika Pečnik, Pop TV. Pravite, za referendum o malem delu je ovira le še 10 tisoč podpisov, za referendum o pokojninski reformi pa le še odločitev Ustavnega sodišča. Sindikati danes pravijo, da so že zbrali več kot 42 tisoč podpisov, pa tudi, da je Ustavno sodišče le vaš pobuda za ustavno presojo, le vaš klic po pomoč, da vas je strah volje ljudstva, odločitve ljudstva. Kako to komentirate? No, jaz nisem nikdar rekel, da me je strah volje ljudstva in me tudi ne vem, zakaj bi me bilo strah. Mene je pa strah za posledice odločitev, ki bi recimo pomenile, da se pokojninska reforma ne bo začela vajati, kajti strah me je za sedanje in bodoče upokojence, ker morebiti v prihodnjih letih ne bi več dobivali redno pokojnin, njihove pokojnine bi bile pa v vsakem primeru nižje kot po novem zakonu. To pa me je strah, ker to odgovornost ima vlada, da zagotavlja socialno varnost posameznim skupinam prebivalstva, seveda posebej v tem primeru starejšemu prebivalstvu. Pri malem delu, kot rečeno, mi bo, če bi prišlo do neuveljavitve tega zakona, resnično žal, da se nadaljuje s prakso študentskega dela, kakršno imamo danes, in seveda, da ne zagotovimo tem trem skupinam, ki jim je ta zakon namenjen, možnosti, da si povečajo svojo socialno varnost, ki jo imajo sicer zagotovljeno kot študenti, kot brezposelni in kot upokojenci. Hvala, še kakšno vprašanje? Ja, Lijana Buršič, Radio Slovenija, dober dan. V kateri fazi je reforma trga dela? Reforma trga dela je recimo nekje na sredini. Mi smo sprejeli zakon o urejanju trga dela, ki se že začenja izvajati, že teče od začetka tega leta. Zakon o malem delu je v fazi, v kakršni vemo, da je. Čakamo, da bomo ta zakon lahko začeli uporabljati in sicer s pričetkom prihodnjega leta. In kot sem uvodoma omenil, zakon o delovnih razmerjih, pa se zdaj pripravljajo vse ustrezne spremembe, tako da bomo v nekaj mesecih pripravili vsebino sprememb tega zakona in verjamem, da bomo lahko pred poletjem dali v parlament tudi že spremembe tega zakona, hkrati tudi z zakonom, ki naj bi urejal odpravninski sklad. Še kakšno vprašanje? Če ne, minister, hvala lepa. Hvala vam.